Pozdravljeni vsi skupaj. Kot že rečeno, sem se odločil prejšnji video o Tenerifih nadaljevati s tem, kjer bo poudarek na ostalih aktivnostih in informacijah, ki bi utegnile biti zanimive. No, morda pa boste morali nekoč kakšnega nekolesarja oziroma kolesarko prepričati, da gre z vami na Tenerife. Prva stvar, ki jo boste zagledali še pred pristankom, bo ognjenik El Teide, ki je s 3715 metri najvišja španska gora. Viden je iz skoraj vseh koncev otoka, še posebej zanimiv pa je pogled na severno stran, kjer se strmo in neprekinjeno dviga od morja pa do vrha. Vsako leto se nanj povzpne več tisoč ljudi. Večina jih sicer za podvig uporabi gondolo, ki štarta na planoti na 2000 metrih ter nas v nekaj minutah pripelje tik pod vrh na 3500 metrov nadmorske višine. Gondolo je potrebno rezervirati naprej, stane pa okrog 50 evrov. Zaradi močnega vetra na otoku obstaja kar velika verjetnost, da gondola na določen dan ne bo delovala, tako da če se odločite za to varianto, si je ne puščajte za zadnji dan. Za tiste bolj pogumne, ki bi se radi na vrh odpravili peš, je najpopularnejša opcija s štartom na 2200 metrih, nato se po strmem vzhodnem pobočju vzpnemo proti vrhu. Sam sem do vrha po tej poti prišel v približno 2 urah in pol, vendar se mi zdi, da je za povprečnega pohodnika predviden čas bliže 5 uram. Za vzpon na sam vrh, torej še tistih 200 metrov nad gondolo, je potrebno posebno dovoljenje, saj gre za narodni park, kjer želijo omejiti število dnevnih turistov. Mislim, da spustijo na vrh max 150 oseb na dan. Dovoljenje je sicer zastonj, rezervirate ga lahko na njihovi uradni strani, vendar ga je potrebno rezervirati veliko prej, če želite na vrh na specifičen dan. Za določene datume je potrebna rezervacija tudi 60 ali več dni naprej. Obstaja sicer nenapisano pravilo. Uradno lahko greste na vrh le med 9 zjutraj in 5 popoldne, v resnici pa to pomeni, da preostali čas tam ni čuvaja in se lahko povzpnete na vrh po mili volji. Sam sem bil na vrhu 4-krat, od tega enkrat z dovolilnico sredi dneva, enkrat na sončnem vzhodu ter 2-krat na zahodu. Predvsem vzhod in zahod bi zelo priporočil. Razgled je res nepopisan, ko prvi žarki obsejo vrh in se senca na drugi strani razprostira vse do obzorja. Če se lotite tega izziva, se definitivno dobro oblecite. Še vsakič me je zeblo na vrhu in tudi ko je bilo čez dan ob morju 40 stopinj, je bilo po noči na vrhu pod ničlo. Ponavadi pa tudi zelo piha. Malo se sicer lahko pogrejete ob žveplovih zračnikih, če prenesete ven po gnilih jajcih, je pa tudi kamenje ob teh zračnikih vroče. Omenil sem že, da je bil moj apartma na severu otoka v Puerto de la Cruzu in vsako jutro je bil vrh El Teida prva stvar, ki sem jo zagledal, ko sem odprl oči. Že odkar sem bil prvič na otoku, sem si želel pospeti od morja do samega vrha. Kolikokrat pa ima človek v življenju šanso štartati pri morju in se povzpeti za skoraj 4000 metrov. Po krajših pripravah sem nekega dne zgodaj zjutraj res pričel s podvigom. Računal sem, da bom za pot do vrha potreboval okrog 10 ur, na vrh pa sem želel priti nekaj minut pred sončnim zahodom. Največji problem pohoda je bila vsa voda, ki sem jo moral tovoriti s sabo, saj na poti ni nobene koče ali česa podobnega, kjer bi lahko to kupili. Tako sem s sabo poleg zimskih oblačil tovoril še za okrog 10 kg vode in nekaj hrane. Pot me je peljala skozi mesto Puerto de la Cruz, nato pa se strmo začela vzpenjati proti vrhu. Žal je bilo tisti dan oblačno, tako da iz štartne pozicije nisem videl direktno na vrh, a po približno 2000 metrih premagane višine sem se končno dvignil nad oblake in pred seboj zagledal še zelo oddaljen vrh. Centralna planota me že odkar sem jo prvič zagledal spominja na Mars, res je zanimivo hoditi po puščavi mimo ogromnih balvanov oziroma skal, ki so priletele iz ognjenika. Celotni barvni spekter je nekoliko rdečkast, rastja pa je na določenih predeljih izredno malo. Seveda nad neko višino ga sploh ni več. Celoten park je sicer prepreden s številnimi pešpotmi, ki so zelo lepo urejene, je pa potrebno paziti, ker so nekatere zaprte na določen dan v tednu z namenom varovanja okolja. Skrbnike parka boste tudi precej pogosteje opazili, kot je to na primer v TNP-ju. Na približno 3000 metrih stoji tudi bivak, mislim, da je bila tukaj nekoč celo neka zadeva podobna koči, a je od covidnih časov dalje zaprta.
Poleg glavne stavbe se nahaja bivak, v kateri je nekaj pogradov. Torej, če se vam zdi podvig prenaporen, si lahko prinesete spalko, tukaj prenočite oziroma počakate nekaj ur, nato pa nadaljujete še z zadnjim delom do vrha na sončni vzhod. Po nekaj manj kot 10 urah sem prispel na vrh. Še nikoli nisem bil sam na vrhu in tudi tokrat sem imel priliko poklepetati s par pohodniki, ki so si prišli pogledati sončni zahod. Najbolj mi je v spominu ostal Nemec, ki se je na vrh odpravil z eno plastenko vode in nič drugega, še telefon je imel bolj prazen. No, še dobro, da sem bil tam, sem mu lahko vsaj lučko posodil za dol, drugače ne vem, kako bi prišel do avta. Taktično sem dan prej pustil avto na tisti standardni točki v bližini gondole, tako da sem se moral spustiti le do 2300 metrov. Celoten pohod je torej trajal 12 ur in pol, prehodil sem 42 km in naredil cirka 3945 višincev. Na toku je še veliko drugih hribov, ki so zanimivi za pohode. Kar nekaj jih je višjih kot Triglav. Na večino pa lahko štartamo iz planote, ki je kot rečeno okrog 2000 metrov nad morjem. Meni osebno je zelo lepo gledati sončne zahode in zvezde na planoti, saj je tam manj svetlobnega onesnaženja. Zelo zanimiv za pohode je tudi skrajni vzhod otoka, kjer je rastje bolj tropsko, tako da se lahko med palmami in kaktusi pospenjamo po dih jemajočih prelazih, skritih plažah in vrhovih. Če radi hodite v hribe, je Tenerife zagotovo zanimiva in nepozabna destinacija, za katero vam definitivno ne bo žal, da ste jo obiskali. Osebno mi je sicer za pohode ljubši sosednji otok Gran Canaria, kjer se lahko sprehajamo po vrhu pečin, ki se čez 1000 metri navpično dvigajo nad morjem in ponujajo dih jemajoče razglede proti Tenerifeu. V prejšnjem videu ste lahko videli, da sem omenil kom do observatorija. Observatorij se nahaja na najvišji točki, ki jo lahko dosežemo z avtom. Mislim, da enkrat na mesec pripravijo ekskurzije tudi v angleščini, kjer se lahko vstopi v sam kompleks ter od blizu pogledate ogromne teleskope. Kot zanimivost, če se prav spomnim, so na Kanarskih otokih prvi na svetu dokazali obstoj kvantne vezi oziroma teleportirali kvantno povezan foton iz Tenerifa na Gran Canario. Naslednja destinacija, ki se splača pogledati, je vasica Maska. Gre za idilično staro vasico na zahodni strani otoka, ki malenko spominja na Machu Picchu v Peruju. Sicer kaj drugega kot narediti nekaj dobrih slik tam ni za početi. Če pa ste že tam, se zapeljite še do sosednjega mesta ob morju, Puerto de Santiago, kakšno dobro restauracijo ter si oglejte mogočne počine Los Gigantes, ki se dvigajo skoraj 1000 metrov nad morjem. Tukaj je mogoče najeti tudi kajak oziroma se pod njimi zapeljati s kakšno ladjico. Ker smo že pri vodnih ekskurzijah, vam priporočam ogled delfinov. Obstaja malo morje čolnov, jadrnic in jaht, ki vas bodo popeljali do točke, kjer se ponavadi zadržujejo delfini. Sam bi vam priporočal kakšen majhen čoln, saj se boste tako bolj približali delfinov, pa tudi manj ljudi bo na njem. Voda okrog Kanarskih otokov so izredno globoke, na teh prelomnicah pa se zadržuje veliko vrsta morskih živali, med katerimi so tudi delfini, ki jih lahko vidite vsak dan. Z malo sreče boste naleteli tudi na kakšnega kita, v res redkih primerih tudi orke. Če se prav spomnim, so cene ekskurzije od 60 € naprej, najlažje jih rezervirate kar preko spleta oziroma direktno iz pristanišča ali kioska na vsaki turistični plaži. Morsko življenje si lahko gledate še bližje, če imate izpit za potapljanje, no ali pa ga želite narediti med bivanjem na otoku. Voda ima celo leto 20 stopinj, vidljivost je v povprečju relativno dobra, pogosto pa je mogoče videti delfine, želve, morske liste, morske pse in še mnogo več. Sam sem sicer naredil 6 potopov, ampak nisem imel ravno sreče z vidljivostjo, saj je bila ta vse dni precej slaba. Delfinov nisem videl, sem pa od blizu opazoval kar nekaj želv. A ja, pa še to. Če se boste potapljali, bodite zelo pozorni na to, kam greste po potopu. Zelo hitro se namreč lahko dvignete več 100 metrov, ko se z avtom vozite po otoku. Sam imam zelo rad živali in ena destinacija, ki je bila meni zelo všeč, je Loro Park. Je sicer etično vprašljiva, saj je en tistih parkov, kjer imajo žive orke. Naj bi bile te orke sicer nekaj genetsko defektne in tako ali tako ne bi preživele v naravi, te pa vseeno malo stisne pri srcu, ko vidiš tako ogromne živali v teh za njih malih bazenih. Pravijo sicer, da jim s tem, ko jih v parku proučujejo, bolje razumejo in znanjem, ki ga pridobijo, tako pomagajo prosto živečim orkam.
Vsak naj se odloči zase, ali je to dovolj dobra utemeljitev, je pa v parku v splošnem zelo dobro poskrbljeno za živali. Če odmislimo moralne zadržke, je šov z orkami dejansko zelo zanimiv in poučen. Ljudje si kar težko predstavljamo, kako velike so te morske živali, še ko jih vidiš živo, je kar težko verjeti svojim očem. Zelo dober mi je bil tudi šov z delfini, kjer te živalce skačejo več kot 10 metrov iz vode ter si med seboj podajajo dreserje kot kakšno teniško žogico. Verjetno je to ena redkih služb, ki bi jih z veseljem počel tudi zastonj. V parku so poleg morskih živali tudi številne kopenske, od opic pa do levov. Meni najzanimivejši je bil eksponat s pticami, v resnici gre za ogromno stavbo, v bistvu ptičjo kletko, ki od znotraj spominja na tropski gozd, skozi katerega se sprehajamo, medtem ko raznorazne tropske ptice letajo okoli nas. Naslednja destinacija za ljubitelje živali je Monkey Park na južni strani otoka. Gre za relativno majhen zoo, posvečen predvsem primatom. Tudi tukaj se lahko sprehodimo skozi kletke z lemurji. Meni najljubši del je ta, da lahko kupimo hrano za živali ter z njo hranimo vse od morskih prašičkov do raznoraznih opic. So pa te živalce kar izbirčne, lemurji so imeli zelo radi grah, opice, kapučinke pa ananas. Osebno se mi opice nasploh zdijo zelo zanimive in bi jih lahko opazoval po cele dneve, kako se igrajo med sabo in kako znajo uporabljati predmete v bližini kot orodje. Pa skoraj sem pozabil najbolj zabavno stvar tega zooja. Zunaj pred kletko z opicami imajo kakaduja in aro, s katerim se lahko slikamo. Zanimivo je to, da ptici niste nikamor privezani. Najprej sem mislil, da so jim mogoče priščipnili peruti, da ne morete leteti. No, po nekaj minutni debati z oskrbnikom se je le ta odločil za demonstracijo in kakaduja nekako pripravil do tega, da je le vzletel in šel proč. Svašta, res mu nisem verjel. No, čez 10 minut je že priletel nazaj na svoje mesto. Menda parkrat na leto poleti za kakšno uro na izlet v bližnje mesto, potem pa pride vedno nazaj, s toga ima kar tam neograjenega. No digas to za un pionček. ¿Qué hay que estudiar para estar aquí? No. Porque yo voy a estudiar auxiliar de veterinario, igual. Para trabajar aquí, te vas a salir cocina. ¿Sí? Ko že govorimo o parkih, moramo omeniti še Siam Park, ki velja za enega boljših vodnih parkov v Evropi. Nahaja se blizu Playa de las America, jug otoka pa je tudi zelo popularen za kajtanje, saj je na otoku skoraj non-stop veter. Ste vedeli, da je na Tenerifih drugi največji pustni karneval na svetu? Takoj za tistim v Rio de Janeiro. Ne? No, jaz tudi ne, dokler nisem nekega dne zagledal ogromno povorko pod svojim balkonom. Pri njih pust traja skoraj cel mesec in skoraj vsak dan je kje kakšna povorka. Glavni del pa je na pustni torek, ko se v Santa Cruzu zbere povorka z več tisoč nastopajočimi, traja pa več ur. Menda otok zaradi tega vsako leto obišče več kot 500 000 turistov. Sam sem si ogledal 3 različne povorke in moram reči, da so bile ene skupine res izvirne. Če se boste odločili za ogled, dajte dobro vnaprej pogledati, kako boste sploh prišli do mesta. Tisti dan je sicer organizirano dodatno število avtobusov, a je nanje izredno težko priti, saj so zasedeni do zadnjega sedeža. Pa pustni torek je pri njih dela prost dan, tako da se res celoten otok takrat zbere v glavnem mestu. Videa ne morem končati, brez da bi namenil nekaj besed hrani. Španija je znana po dobri mediteranski hrani, tako da o tem sploh ne bi izgubljal preveč besed. Meni osebno je bilo najbolje obiskati kakšne lokalne tržnice, ki so ponavadi v vseh vasicah ob vikendih in kjer lahko dobite kakšno bolj lokalno jed, specifično za Kanarce. Na samem otoku imajo plantaže banan ter sladkornega trsja, če imate možnost, dajte kar tega poskusiti. Vsekakor dajte poskusiti kakšno morsko hrano, ki je ponavadi zelo dobra in sveža. Za sam otok je sicer tradicionalna jed s krompirjem in eno od 3 omak, moho verde, rojo in pinko. Zelo zanimiva kombinacija, ki sem jo poskusil, je tudi lokalen kozji sir z medom. Meni osebno najboljša lokalna jed je neka mineštra s čičeriko, imenovana garbanza canaris, kot suvenir pa vedno kupim kaktusovo marmelado. Meni je zelo všeč tudi paella, če še niste poskusili, vam jo priporočam, čeprav na otoku nisem našel tako dobre, kot so tiste v Valenciji, iz kjer tudi izvira.
Kar se pijače tiče, vam priporočam, da poskusite njihov rum z medom, je presenetljivo dober, izdelujejo pa ga prav na Kanarcih. Drugje ga boste dejansko težko našli, tudi v Španiji. Nič pa ne boste zgrešili s kakšno sangrijo, ki paše ob skoraj vsaki jedi. Za konec bi namenil par besed še cenam. Presenetljivo so cene v supermarketih primerljive oziroma nižje kot v Sloveniji, izbira je dobra oziroma vsaj za nas malo bolj eksotična. Celo veliko imajo brezkaloričnih pijač, jogurtov ter malo morje iberskih pršutov. Za apartma sem dal približno 20 € na noč za 2 osebi, kar je ceneje kot so trenutne najemnine v Ljubljani. Apartma je imel bazen na strehi, pogled na LTIde, trgovino v pritličju, do morja pa je bilo 5 minut peš, se pravi nek srednji rang apartmaja. Seveda odvisno od vaših preferenc lahko dobite tudi hotelske sobe po več 100 € na noč. Načeloma je sever nekoliko cenejši kot jug. Najbolj me je presenetila razlika v ceni benzina. V povprečju je liter stal med evro in evro 10, medtem ko je bil v Sloveniji v istem času okrog evro 50. Je pa velika razlika med posameznimi bencinskimi črpalkami, kjer se cene lahko razlikujejo tudi do 20%. Otok ima sicer zelo dobro urejen javni prevoz, ampak če ste takšni kot jaz, ki mora vsak dan na kak drug konec otoka pogledati to in drugo znamenitost, potem vam definitivno priporočam, da najamete avto. Cena avta je od 25 € dalje na dan. Letalske karte pa sem že omenil v prejšnjem videu, okrog 150 € za direkten let iz Benetk. Čez palec vas bo 14-dnevni izlet za 2 osebi stal okrog 1500 €. Mislim, da sem povedal vse, kar se mi je zdelo, da bi bilo morebitnemu obiskovalcu zanimivo. Če imate še kakšno vprašanje, ki jih nisem naslovil, pa kar napišite v komentar, pa vam bom poskušal pomagati. Toliko za zdaj in se vidimo naslednjič.